Živjo, sem Maj Berginc, mladi podjetnik in filmski igralec in v oddaji Potencial moje mladosti bom razkril vse zanke in vse, kar vas zanima, takrat, ko se mogoče počutite zgubljene, majhne in potrebujete tisti pogum, da prodrete do svojih sanj ali na mednarodni trg. Ogromno zanimivih stvari se bova pogovarjala z Damjanom. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v še eni oddaji Potencial moje mladosti na Ljubljana TV. Danes imam prav posebnega, mladega, talentiranega gosta, z menoj je namreč Maj Berginc. Maj, filmski igralec, pa tudi podjetnik. Zanimiva kombinacija, bi rekla, ne? Ampak ti se boš boljše predstavil, kot bi jaz. Živjo, Damjan, me veselim, sem Maj Berginc, oziroma moje stage name, performance name je Sebastian Mayberg. To sem si dal izključno zaradi tega, da Američani in Angleži lažje izgovorijo, ker je v bistvu to del mojega imena. In v bistvu sem podjetnik, sem filmski igralec, fokusiran v Pragi, oziroma živim v Pragi in fokusiran na mednarodnem trgu v tujini. Se pravi, moje delo večinoma obstaja v angleškem jeziku. In kar mi je zelo zanimivo je, da sem se soočal kot večina drugih mladih z izzivom iti ali ne iti v tujino. Tako da imam v bistvu ne samo res precizne in intenzivne spomine, kako sem se cele zadeve lotil, ampak sem tudi celo leto namenil samo pripravi tega, da bi odšel v tujino. Tako da v bistvu sem že vnaprej vedel, da si to nekako želim. Začel sem kot režiser dejansko in sem se spustil v vode režije. Nekako sem ugotovil kasneje, da to ni ravno zame. Je preveč kaosa, preveč sedenja. Ampak kasneje sem pa v bistvu ker sem v prostem času hodil na igralske vaje, se usmeril v filmsko igralstvo, kar pa me je popeljalo do tega, da sem že v tem trenutku dal glas svetovno znani igri Stalker 2 in pa zdaj sem v bistvu pod strogim NDA-jem, ampak lahko pa omenim, da sem bil del produkcijskega procesa v Pragi in da sem bil del Netflix produkcije. Bravo, čestitke. To je, bi rekel, v tem vašem svetu, v tej industriji velik dosežek, sploh za tako mlado osebo. Ampak vrnem se malo nazaj v to preteklost, te začetke. Omenil si priprava, intenzivna 1 leto. Se pravi, ti si točno vedel, to je to. Jaz si to želim in to so koraki, ki jih moram narediti, da pridem do tja. Tako. Se mi zdi to zelo pomembno, da mogoče danes malce primanjkuje mladim tvojim sovrstnikom, neka ta mogoče fokus na nek cilj, preveč je razpršenosti informacij, možnosti, priložnosti na videz, ampak ti se odločimo, to je ena stvar, ki jo bom zasledoval in bom usmeril svojo energijo v to. Kako ti opazuješ recimo svoje sovrstnike, preden se vrneva potem na nadaljevanje tvoje kariere? Damjan, jaz bom iskren, mislim, da časi so vedno težji in dejansko opažam, tudi ko se pogovarjam s prijatelji, da veliko ljudi praktično ne more z nekimi normalnimi plačami do nekih pametnih kreditov, da bi lahko prejeli stanovanje, da bi si lahko ustvarili svoje lastno življenje, kar mi je v bistvu kar zaskrbljujoče, pa ne samo zaskrbljujoče, ampak čutim te ljudi, ker sem tudi sam bil tam. In kar bi res rad nagovarjal ljudi je, da noben na tem svetu ni premajhen, če se sam ne omejuje znotraj nekih okvirjev. Res se da, samo pogum, dobesedno samo pogum, niti znanja ni. V bistvu sem bral en quote, ki mi je še zdaj ostal v glavi in to je, da momentum beats bad decisions, kar pomeni, da tudi če samo vztrajaš, dokler se premikaš v neko smer, tudi če je napačna smer in jo potem namestiš, popraviš, tako. Je v bistvu veliko boljše, kot če čakaš, stojiš, ne poskusiš. Tako da v bistvu res bi toplo priporočal vsakomur, ki si samo malo upa,
da poskusi priti v tujino, seveda lahko pridete nazaj, vedno. Je smiselno prinesti znanje nazaj v Slovenijo. In kar mi je v bistvu še bolj všeč, je, da pravzaprav sam tudi nisem imel pojma, kako se teh stvari lotiti. Ravno tako, kot si prej rekel, je preveč informacij, preveč saturirano, mnogo enih faksov, mnogo točk je treba zbirati, potem se sekiraš v bistvu za prave odločitve. Ampak jaz sem samo poskusil. Sem si izbral šolo, pri tem mi je pomagala tudi Tamara iz Integraledu in se ji moram res prav posebej zahvaliti, ker sva se eno leto skupaj samo pripravljala za to, da sem izbral faks v tujini in sem v bistvu eno leto si vzel tako, da sem upravljal študentska dela, da sem si pomagal s čemorkoli sem si le lahko in da sem se samo pripravljal na ta izlet v tujino. Poznam Tamaro, evo, lepo, da si se ji tako lepo zahvalil. Torej, priprava je pol uspeha, ne. Danes sem ravno tudi od ene moje kolegice poslovne, sem bral na LinkedInu tak zapis, ne, da je priprava velik del uspeha, ampak se jo pa ne vidi v zadju. Ljudje vidimo samo ta uspeh ali failure, ne, dva ekstrema na premici. Zelo lepo si to vse skupaj opisal, ampak daj mi povej, kako je potem to izgledalo, ko si dejansko naredil ta velik korak, ne. Selitev, se pravi Češka, Praga, malce večje mesto kot Ljubljana, spet ne preveliko, bom rekel tako, arhitekturni biser in tako naprej. Kako je življenje v Pragi, ampak verjetno ti nimaš ravno časa biti veliko turist, veliko delaš, študiraš in tako naprej. Kako to izgleda? V bistvu prvo leto se prav spomnim, je bilo noro. Pardon, koliko časa si zdaj že v Pragi? Zdaj sem v Pragi že 4-5 let. Okay, dobro. V bistvu, kar mi je res bilo noro, že na začetku se dejansko počutiš precej izgubljenega, ne veš, kam boš spadal. Velikokrat se mi je zgodilo v življenju, da sem imel daljša obdobja, kjer pravzaprav ne veš, kako bo z denarjem naslednji mesec, ne veš, kaj te pravzaprav čaka, ne veš, kako boš včasih tudi preživel. Se spomnim, je bilo ene par vikendov, ki sem bil lačen. Ampak vedno, ko pogledam nazaj, se je splačalo, zaradi tega, ker je taka nora izkušnja biti del večje slike in res v bistvu na koncu ugotoviš, da moraš biti samo sam pri sebi sprejet. Ni pomembno, kaj si drugi mislijo, ni pomembno, koliko imaš prijateljev, pomembno je samo, da imaš tisto peščico ljudi, ki te lahko podpre v primeru, da res rabiš pomoč, da rabiš padeti nazaj na neko mrežo. Ampak ostalo je pa samo ti in univerzum, samo ti in Bog, samo kako rečejo, ne. Ja. Se pravi, jaz v bistvu sem prišel gor, sem začel študirati, sem doštudiral eno leto Prague Film School in potem sem bil prepuščen popolnoma samemu sebi. Sem si res začel delo iskati, stalno sem samo iskal neke priložnosti, praktično sem delal 24/7, tako se res spomnim, veliko večerov, tudi do 11, polnoči, vikendi, to ni obstajalo, take zadeve. Ampak res na koncu se je splačalo, zato ker samo nekako se fajtaš, boriš, verjameš in se stvari poklopijo. Preprosto se odprejo neke priložnosti in samo, če hočeš, dejansko najdeš pot. In res nagovarjam, noben ni premajhen, da bi to probal. Veliko ljudem je tujina ful strašna zgodba, ampak vedno je smiselno vsaj probati in v vsakem primeru, kadarkoli se lahko vrneš, če to ni problem. Recimo, odvisno kam se sicer probaš postaviti, ampak večina ljudi bo najverjetneje probala prek Erasmusa iti v Evropo. In vedno me je v bistvu mirilo, da je samo tisto eno letalo, lahko tudi sredi noči, v najhujšem primeru, rajši sem brez denarja doma, kot pa pač v tujini. Ampak vedno sem nekako, tudi kadar je bilo težko, samo probal vstati, probal se fokusirati in v bistvu uporabljal to intenzivnost in ta stres kot gorivo. Bravo, čestitke. V bistvu si nekako vse kanaliziral, fokusiral v pozitivo, v rast, ne, obrneš sebi v prid, ne. Jaz pravim, da je danes, res je največ, nek rek tudi pravi, ne, da je večina tega ali celo 90%, kako se ti odzoveš na neko situacijo, ne kaj se ti v življenju zgodi, ne, jaz v to trdno verjamem, ne. Ampak ta šola v Pragi, ne, je ena v bistvu najboljših, najpomembnejših na tem področju v svetu celo, ne. Nam poveš malo še o tem?
kako to izgleda? Ja, Praška filmska šola, tudi njim se moram res zahvaliti. So ogromno, predvsem mi predstavili ljudi, mreženje je vedno pomembno. Ko sem šel v tujino, sem seveda tudi se udeleževal dogodkov, kot so Slovenci v Pragi, meetupi razni, na ambasado sem se šel takoj prijaviti in tako sem si v bistvu pomagal tiste prve neke veze zgraditi. Tako, ja. Potem seveda imaš nekaj teh sošolcev, recimo, ki so s tabo v razredu, ampak kar je v bistvu lažje je, namesto da se zanašaš na njih, ker bojo pač šli. Večinoma, recimo meni se je v tem primeru zgodilo, sem edini ostal v Pragi. Slovenec, Ne Slovenec, v bistvu nasplošno vsi moji sošolci so bili Švedi, Američani in tako naprej, ampak vsi so se vrnili domov. Ja. Ali pa šli v druge države delati, probati v Ameriko in tako naprej. Ampak v bistvu res se ne zanašaš na druge, ampak se zanašaš že na tiste ljudi, ki so tam, kjer si ti želiš biti. In samo njih vprašaš za točno tiste določene veje, se pravi recimo jaz, ki sem si želel biti res priznan igralec, sem v bistvu se držal profesorjev, ki so že imeli to, kar jaz imam. Nisem se zanašal samo na teorije, na knjige, ampak sem v bistvu veliko bral in hkrati spraševal in se probal zadrževati, kar se da čim več okoli ljudi, ki so tam, kjer si jaz želim biti. In kar je bilo še v bistvu bolj pomembno, je, da sem se udeleževal raznih krožkov, workshopov. Skozi workshop sem spoznal tudi mojega mentorja, Adama Davenporta, ki mi je neskončno pomagal. In potem smo prišli do ljudi, kot so Maja Kvetni in Kristina Poliček, ki so v bistvu me pomagali castati v ogromnih projektih. To je bil tisti zadnja sila, ki sem jo potreboval in pa res bi se rad zahvalil tudi Elementumu, ker mi je dal priložnost, da stalno lahko delam na socialnih omrežjih, da sem se vmes učil. Kar pa je v bistvu naslednja tema, ki bi jo rad izpostavil, je, da je res pomembno najti nekaj, kar lahko sam produciraš. Se pravi, da sam lahko nekaj ustvarjaš, da sam lahko nekaj pripomoreš, ker najhujša stvar, največja napaka, ki jo lahko storiš v tujini, je, da greš tja in čakaš priložnosti. Recimo sploh kot igralec lahko res tako rečem, ker se veliko čaka na razne castinge in take zadeve. Res nikoli ni pametno samo počivati, čakati. Vedno, da usmeriš, tudi če ni denarja, vsaj v nekaj, vsak lahko pobere telefon, nekaj posname. Pa karkoli, nek side hustle temu tudi rečemo, oziroma rekli bi tudi, da ne imeti vsa jajca v eni košari, so temu včasih rekli. Ampak zdaj naj malo čas priganja, ker bo reklamni blok, spregovoriva o tvojem delu bolj v detajle, kako to izgleda, ker verjamem, da to vse gledalce zelo zanima po kratkem predahu. Cenjeni gledalke in gledalci, se vidimo kmalu. Ostanite v moji in Majevi družbi, zanimivo bo. Dobrodošli nazaj v drugem delu nocojšnje oddaje Potencial moje mladosti. Z mano je še vedno Maj Berginc. Maj, lepo si mi opisal tvoj mindset, kako si šel v tujino, kako iskati priložnosti, biti proaktiven, ne pasiven pri temu. Mislim, da to je danes ključ do uspeha. K tej temi se še vrneva, ampak pred prekinitvijo prvega dela sva načela malo dejansko delo, si mi malo začel opisovati, kako to izgleda. Verjamem, da nas vse tukaj komaj čakamo, da opišeš, kako to izgleda day to day, taka igralniška kariera, kako izgleda tvoj job, v bistvu, tvoje delo. Če nam malo pišeš nek tipični dan ali pa teden. Zanimivo vprašanje. Dejansko, kar je najbolj ključna stvar, okoli katere pivotiram stalno, je to, da sem sam svoj šef. Ampak, kakor se to življenje sliši sladko, dejansko nekaterim ljudem ne odgovarja. Dejansko nekateri ljudje, tudi moji prijatelji, ki sem jih spoznal, v bistvu jim bolj odgovarja, da jim nekdo pove oziroma jih usmeri, kdaj morajo recimo kje biti in tako dalje. Ampak v bistvu sem ugotovil, da s tem pravzaprav ni nič narobe, zaradi tega, ker rabi biti ogromno ključnih sestavnih delov, zato da določena dela funkcionirajo. Jaz sem v bistvu sploh posebej usmerjen zdaj v vseh poslih, s katerimi se lotevam. Tudi v Elementumu imamo celo ekipo, ogromno bistrih, zlatih ljudi, od katerih se lahko učim. In gre se tukaj v bistvu tudi za prilagajanje, ne samo za
v bistvu poslušanje, ne samo zato, da sploh dobiš delo, ampak potem, da ga znaš tudi obdržati in negovati, kar pomeni, da se probam res udeležiti vseh možnih seminarjev, se stalno izobraževati, stalno v bistvu je smiselno voditi z vprašanji, stalno je smiselno voditi življenje s tem, da lahko pravzaprav vsak nekaj nauči, da se vsakogar spoštuje. Recimo, dam lahko res lep primer. Postal sem dober prijatelj z varnostnikom naše prejšnje šole in ko sem enkrat rabil res nujno priti posnet sred noči neki posnet, mi je ravno on vrata odprl. V takih primerih. Ampak kar se tiče na dnevni bazi, kar je res dobra tle stvar, je, da lahko vstanem, kadar želim, ampak potem je pa treba znotraj tega... To je kar prednost, ne? Ja. Ampak kar je pa treba znotraj tega ustvarjati, je pa to, da res pride do dela vsak dan. Vikendi zame praktično ne obstajajo, stalno nekaj delam in vsak dan v bistvu probam priti bližji korak s svojim ciljem. Kar mi je neskončno pomagalo, Damjan, pri temu, je dnevnik. Dnevnik oziroma planer sem si kupil 12-mesečni, res tako, pravzaprav sem investiral tudi malo več v lepo platnico, zaradi tega, ker ga bom vsak dan v letu gledal in mi noro pomaga imeti napisano pred sabo vsak dan, da si lahko dobesedno ali kljukam zadeve, ali pa v bistvu, da se spomnim, kaj so recimo bolj pomembne stvari in pa manj pomembne stvari. Prioritete, pa zmage si zapisuješ. Tako. Manifestiranje je tudi pomembna stvar. Jaz osebno res verjamem v to in mi je ogromno pomagalo. Namreč res lahko rečem, da vse, kar sem se do zdaj lotil, se mi je dejansko uresničilo. Tako da v bistvu na kakršenkoli način, potem ko padeš v ta nek flow dela, neguješ samega sebe, naj bo to fitness, naj bo to meditacija, itak vedno pridejo obdobja, kakor recimo je zame zdaj v tem trenutku, kjer pač preprosto ne moreš vsega hkrati, ker si samo ena oseba. Pa 24 ur v dnevu, ne? Ja, ampak takrat pač preprosto greš z nekim tokom življenja. Če se stvari bolj ustavijo, potem se sam bolj ustaviš. Ampak tako kot si uvodoma povedal, če se premikaš, se slej kot prej neka vrata odprejo, kot voda, kot reka, ki vedno utre neko pot. Samo gibati se je potrebno, ne? Tako. In to, da praktično si pragmatičen in stoičen do te mere, da če nekaj ni v tvoji moči, greš na tisto, kar je. Zelo pomembno, izolirati tiste faktore, ki so odvisni ali neodvisni, ne, od tebe. Zelo zanimivo, diverzificirano se sliši, ne, se zato v kontekstu mogoče, če je kdo prebral vodoma, ne, igralec in podjetnik, filmski igralec in podjetnik, ne, kako zdaj ta kombinacija, ampak v bistvu danes se vse preoblikuje, ne, tudi ta vloga nekega igralca je postala bolj diverzificirana, ne. Predvidevam, da tako kot pri ostalih nekih poslih, ne, moraš skrbeti za marketing, prodajo, konstantno se mrežiti, ne, nimaš ti za nekega menadžerja na klic, kot si kdo ne predstavlja, ki bo kar zavrtel številko pa ti dogovoril. Ti si vse to večino, no, v eni osebi, ne. Seveda potem, ko rasteš, se pa te stvari malo verjetno premikajo predrugačijo, ne. Omenil si tudi to vlogo za Netflix, ne, zdaj ne bova razkrivala, kaj to je, ampak komaj čakamo, da vidimo, kdaj to lahko pričakujemo, tako okvirno, ne, če se ne zavleče. Dejansko sem ugotovil pri teh projektih, da... Nikoli ne veš. Ja, nikoli ne veš, točno tako. Stvari so tako gibčne in to vse skupaj deluje kot nek živ organizem. Ko bo zunaj, in ko bo zunaj, boste vedeli. Zelo tak film, abstrakten odgovor je bil to. Ja, dejansko, ne vem, tako, če ugibam, bi rekel, recimo, zadeve se urejajo pol leta, 1 leto. Se pravi, če smo zaključili snemati nedolgo nazaj, si lahko predstavljaš, kako in kdaj približno bo zunaj, ampak težko pa rečem karkoli, zares, ker se zadeve popolnoma prilagajajo, zadnji moment spremenijo in zadnji moment izporočijo zadeve, kako bo to na tekočem, kdaj se lahko odvije in tako naprej. Razumem, polno. Takrat, ko bo to zunaj, ko bomo to lahko pač temu videli pa prisluhnili, takrat te ponovno povabim v studio, da predstaviva to, pa verjamem, da boš takrat že marsikje druge, mogoče celo kakšni hollywoodski produkciji, oziroma kar ti je pač fokus in želja, ne. Ampak povej vseeno pomembno stvar, karkoli si do zdaj nekako manifestiral, se pravi se v nek cilj si zadal, ne, konkreten, se ti je tako v takšni ali drugačni obliki tudi uresničil, ne. Zdaj, nekdo ne verjame v močno manifestacijo, nekdo trdno verjame, ne.
Jaz osebno verjamem in je tudi znanstveno to podprto, so raziskave, kaj ti v bistvu gre na koncu dneva vse za neko logiko, ne? Ti si nekaj zadaš in se tvoje misli, tvoj tok misli in podzavest, ki je ključna v delovanju posameznika, usmeri v dosego tega cilja in smo tako naravnani, ne? Tako da mi je to res zanimivo, da si tako zadal. In kaj so recimo tvoji neki naslednji veliki cilji v tvoji karieri, vsaj v letu, 2, 3, morda je 5 let malo predolga doba v tem današnjem času? Kaj so recimo tvoje naslednji neki koraki in želje v tej industriji? Eno od ciljev je definitivno finančna svoboda, da lahko dejansko pridem do te mere, kjer mi denar ne bo skrb. Drug cilj je definitivno dobiti eno vodilno glavno vlogo v eni seriji, v filmu. In zadnja stvar pravzaprav je to vse skupaj znati prilagajati z ljubeznijo, z privatnim življenjem, zato da te pravzaprav te stvari ne poderejo. Namreč, ko v bistvu prideš do bližine teh nekih slavnih ljudi, ki jih spoznaš, vidiš, da je veliko ljudi sfrustriranih in težko handla vse, se pravi, težko rokuje z stalnim tempom, s tem, da pravzaprav v bistvu te projekti delujejo tudi na ta način, da se res hitro menjava ljudi, ne? Se pravi, težko se na kogarkoli navežeš, na kogarkoli navadiš. Ja. In velikokrat se zgodi, da recimo 2 glavna igralca delujeta skupaj tudi po 6 mesecev, se sploh nimata časa posloviti. En dan, en kar izgine. Ravno zaradi te prilagodljivosti, ki si me prej omenil, zadeva se kar konča. Lahko mogoče pomahaš nekomu, ampak potem ga nikoli več ne vidiš. In to je v bistvu en tak res občutek osamljenosti znotraj tega in potem še ta res hiter tempo in še ko si stalno pred nekimi kamerami, pred nekimi lučmi in tako naprej, te ljudje obsojajo, govorijo na glas o tebi in tako naprej. In s tem je res pomembno znati rokovati, ne samo rokovati, ampak dejansko recimo meditirati zato, da si prizemljen, manifestirati zato, da imaš zelo jasen fokus, zelo jasno smer, v katero se lahko pač spustiš. Biti prizemljen, recimo jaz si pomagam s tem, da berem knjige, si pomagam s tem, da grem na kakšen dolg sprehod, teč recimo v naravo. Take stvari te res pomirijo, ko zadihaš zrak, ko nisi stalno v istih okoljih. To je recimo ena tudi pomembna stvar. Jaz probam na maksimalno 2-3 mesece stalno menjati okolje, če je to nek dopust, če je to samo, da pridem domov, če je to karkoli pravzaprav, da lahko se prisilim, da zamenjam malo energije, da zamenjam malo sobo. Ja, tako. To veliko pomeni, ampak definitivno na koncu skupni ta imenovalec, neko ravnovesje v življenju, ne? Ta balans in mislim, da tukaj ste pa mladi boljši od moje generacije pa predhodnih, iščete to, ne? Težje razmere so na nek način, ampak zavedate se, da je to potrebno, ne? Zakaj pa tako meniš? Veliko, ne, vaša generacija govori o nekem ravnovesju, ne, da ni vse samo delo in da delo tudi mora biti osmisleno in smisleno v tem kontekstu, ne. Dočim, če gledam predhodne generacije, so pač delale, ker je bilo tako prav in je bilo to potrebno zaslužiti kruh. Ni se veliko govorilo o ravnovesju, ki pa je morda takrat bilo bolj naravno, ne. Delal si 8 ur in to je bilo to. Danes smo konstantno v vrtiljaku in človek si mora znati sam ustvariti ravnovesje, ne, tako da vidim, da ti veliko na tem delaš in to je ključno, ne? Ta well-being. Ne? Mislim, da to je tak nekončni cilj, stalno premična tarča oziroma točka je to ravno uravnovešanje. Sej, v bistvu je, iskreni bodimo, nikoli niso zadeve uravnovešene. Ti samo skušaš, kar se da nekako uravnovesiti, nivelirati v določeno ravno črto, ki je v bistvu bolj obvladljiva, bolj razumljiva. Velikokrat smo ljudje nagnjeni tudi k temu, da probamo najti pomen v vsemu. Včasih je preprosto treba malo zgubiti kontrolo, to je zelo pomembna zadeva, ki nas učijo v igralstvu. Je, da ravno najbolj zanimivo življenje je takrat in ga zares živiš, ko preprosto nehaš probati na stvari vplivati, se pravi, prepustiš kontrolo. Ampak to je večino ljudem strašno, zaradi tega, ker potem te preplavijo čustva, ki jih mogoče kdaj ne znaš obvladovati, ali pa v bistvu ne veš, kako se bo življenje odvilo, zaradi tega, ker mogoče se zgodi neka nepredvidljiva reakcija. Ampak ravno to je zanimivo, ravno to pomeni živeti. Ravno to je tista razlika, da ne samo obstajaš, ampak da dejansko doživiš neke spomine, ki se ti potem vtisnejo za vedno v življenje. Ne bi se mogel bolj strinjati. Bo nadaljevala to temo takoj po kratkem predahu. Drage gledalke in gledalci, čaka nas še zadnji, a nič manj zanimiv del pogovora z Majem.
Se vidimo. Dobrodošli nazaj še v zadnjem delu tokratne oddaje Potencial moje mladosti. Maj Berginc je še vedno moj gost. Maj ima tak zanimiv pogovor, veliko nekih plasti od nekih življenjskih, filozofskih sva načela, ravnovesju sva ravno govorila pred kratkim odmorom. Ja, v praksi, v teoriji je to lahko doseči, se veliko o tem govori, rabiš malo počitka, narave, zbalansiraj vse. V praksi veva oba, da je to malce težje. Sploh, če si ambiciozen posameznik, ki želi nekaj doseči v življenju, si zastaviš cilje, te lahko hitro to odnese. Sploh pa, če si pa zraven še podjetnik, kajti prej omenjena je samo ena plast tvojega dela. Namreč produciraš tudi vsebine za socialna omrežja, si kreativec nasploh, omenil si recimo podjetje Elementum, pa verjamem, da to še zdaleč ni tvoj edini dodatni projekt. A nam mogoče še ta del dela malo opišeš, kako to izgleda, dinamika s strankami. Vidim, da uživaš v produciranju tovrstnih dinamičnih video vsebin, recimo. Res je. Jaz sem se spustil v zadeve, ki so me najbolj osrčevale. Res vedno sem se zanimal za finance, se je logično, če želiš biti obkrožen z denarjem, greš in se postaviš tja vmes, kjer se denar premika. Se pravi, tudi finančna pismenost je danes ena izmed ključnih. Res je. In ogromno ljudi se pravzaprav tega ne zaveda, kakšno pomanjkanje se nastane, ko v bistvu se v šolah ne učiš o raznih davkih, sistemih, kako v bistvu sploh zadeve zares funkcionirajo. In to je ravno ta finančna pismenost, katero si omenil, pri kateri sem jaz popolnoma samouk. Dejansko že preden sem začel delati za podjetje Elementum, kjer sem se tudi ogromno naučil, sem res ogromno knjig prebral, podcastov preposlušal, video pregledal in dejansko ugotoviš, da je treba veliko stvari se naučiti na žalost iz prakse. Dejansko veliko stvari ti ni jasnih, dokler jih ne občutiš na lastni koži. Lahko ti nekdo stalno čveka, ampak dokler ne doživiš teh stvari sam, se pravzaprav ne moreš zares razumeti, o čem ljudje govorijo. Kako doživiš te stvari sam? Prva, ena in edina stvar, ki jo v bistvu sem ugotovil in jo lahko rečem prav vsakomur, je že spet samo pogum. Kako prideš do tega poguma? Veš tisto eno stvar, ki ti bo, vsak jo čuti, vsak ve, kaj je tista ena stvar, ki bi jo lahko danes naredil, da bi ga porinila naprej. In točno tiste stvari te je najbolj strah. In točno tisto stvar je treba narediti, točno tisto stvar je treba napadati. Ne veš, kako bo, mogoče bo slabo, mogoče boš čist pogrnil, še vedno je treba probati. To je edini način, da se ti življenje spremeni, da se premakneš in da izkusiš te stvari na svoji koži, kar je v bistvu tudi treba, da se naučiš. Pravzaprav je popolnoma normalno delati napake. Jaz sem naredil toliko napak, da jih ne moram na prste dveh rok prešteti. Ampak to je tisto, kar pol na koncu naredi življenje sladko. Imaš ogromno enih zgodb za povedati, ogromno stvari se ti zgodi in ogromno stvari se naučiš. To bi res lahko priporočil vsakomur, če se le lahko, se naj usede, napiše mogoče tisto eno stvar, ki mogoče samo misli, da bi mu lahko pomagala in ne samo proba narediti. Jo lahko tudi razbije na manjše korake in že samo, če tisti en korak naredi vsak dan, je to tako neskončno pomembno za dolgi rok, ker se te stvari kot pri investicijah, kar se pa naučimo pri Elementumu, nalagajo malo po malo na stran. Compounding effect, ne? Tako. In te stvari se tako naložijo. Res ljudje velikokrat podcenjujejo, koliko je dni v letu in če samo res 10 minut se lotiš na stvari, 5 minut. Lahko je to, ne vem, prva stvar, recimo zjutraj, mogoče ena butasta stvar, ki jo dela, ampak da se zjutraj zbudim, naredim 50 poskokov in v bistvu spijem topel kozarec vode. In mi te zadeve so tako majhne, ampak ko jih delaš vsak dan, se v bistvu prej zbudiš, se bolj pozitivno zbudiš, si nekako napolnjen s tako toplo, prijetno energijo, res ne znam opisati, ampak preprosto čutiš in se veseliš vsakega dne. In to so te res majhne stvari, ki ti potem dajo pogum. In kar je zelo pomembno razumeti, je, da je v bistvu pogum posledica. To ni nekaj, kar se kar zgodi, to ni nekaj, kar v bistvu
se rodiš Jo s tem. imaš v sebi, ne? Ja, Najdeš jo ampak na poti, ko začneš. Tako. In veliko ljudi išče motivacijo za to, da začnejo delati, ampak motivacija je v bistvu posledica tega, da začneš delati. Samo začneš. Ne popolno, mogoče popolnoma začetniško, mogoče čisto mimo udarjeno, ampak samo da začneš. V bistvu ljudje smo tako narejeni, ne, da ti brez napak se ne moreš razširiti obzorja svojega razmišljanja, brez izkušenj ni napredka. Ne. V bistvu otroci se tako učijo, zato se v prvih 6-7 letih največ naučiš v življenju, absorbiraš vse to kot spužva, ne. Potem pa nas nekako ali sistem ali okolica nekako ukalupi v nekaj in nekateri se s tem bolj sprijaznimo, nekateri se manj sprijaznimo in se bolj učimo, ne, kot recimo tudi pokojni Steve Jobs rekel, ne, stay hungry, stay foolish, v bistvu nek način childish, ne, uči se. Ne. Ja. Tako da zelo se strinjam, zelo se lahko poistovetim s tem, kar praviš in ja, na napakah se največ učimo, ne, ampak moramo si jih dopustiti. Ne. Tako. Ker če ne začneš, ne veš. In jaz tudi to pogosto recimo govorim pri coachingih, pri svojih strankah, recimo tudi v kontekstu LinkedIna, ne, o katerem sem se tudi pogovarjala, je tudi začet in konsistenca na dolgi rok. Ni enodnevnega neke eksplozije, da zdaj si na točki A in takoj splezaš na vrh, ampak majhni koraki, vsak dan nova vsebina, tako kot si rekel, efekt obrestnega računa pravzaprav. Tako. Tako je vse v življenju. Ne? Ljudje na koncu vidijo samo tiste ekstreme, zmage in poraze, kot v športu, kaj pa je vse vmes, ne? Leta, meseci fokusa in odrekanja. Ne? Kar je še neskončno pomembno, Damjan, je, da preprosto ljudje se ti bojo smejali, te bojo govorili o tebi, bojo razne stvari se dogajale, ki niso prijetne, še vedno greš čez, še vedno to narediš, vedno, kadar je težko, fokus samo na se, da se milijon enih stvari narediti, če te je strah, lahko otreseš okončine, če recimo si jezen, greš pač to jezo ven dati skozi šport in razne treniraj, teci, pa boš hitro nazaj. Ne? Tako. A kar je še bolj pomembno je, da na koncu dneva še vedno ostaneš resničen samemu sebi in samo to, da pravzaprav vsak dan skušaš narediti nekaj, da investiraš vase, v svojo prihodnost, v svoje znanje. Ali pa recimo s plemenitimi kovinami. Jaz se tudi s tem ukvarjam, kot sem že povedal, in pravzaprav je res pomembno, da se daje zadeve na stran takrat, ko imaš, zaradi tega, ker pride vsakomur časi, ko nimaš, ko ni projektov, ko ni sigurnosti. Mogoče tudi, če nisi podjetnik, so tista obdobja, ki pravzaprav ne veš, kako bo, ne veš, a se bo odvilo, ne veš, a boš zmogel in takrat te reši samo likvidnost. Tako kot je moj šef, gospod Pravica, res super povedal, je samo likvidnost te reši. In to likvidnost pomeni, da imaš že nek denar na strani, ki je dobesedno pripravljen za nek emergency, se pravi za neko urgenco. Ne. In vedno pridejo neka obdobja v življenju, kjer se nekaj zgodi in te pač toliko in toliko stane. In zato je pomembno, da tistih 365 dni, recimo tistih 200 dni v letu, ki se ne slabe stvari dogajajo, da daješ na stran, tudi če je to 10 evrov na dan, je to še vedno do konca leta kar precej. Predvsem moč navade, da se razvije. Ne? Hvala ti, Maj, res za vse, veliko modrosti, tako mlada oseba, pa toliko stvari se vidi, da si že prehodil, da razmišljaš o stvareh. Verjamem, da svojim sovrstnikom lahko veliko tega daš in si veliko tudi dal. Res iskreno zahvaljujem, ker si se odzval na moje povabilo. Zdaj pa samo za konec bi te prosil na kratko, kaj bi bilo neko tvoje zadnje izročilo tvojim sovrstnikom. Veliko si že povedal, pogum, konsistentnost. Na kratko mogoče, kaj bi bilo zadnje tvoje sporočilo? Je to, da začnejo, da si upajo? Mislim, da še bolj pomembno prega vsega tega je ostati zvest samemu sebi. Vsak človek čuti tisti nek notranji ogenj, kaj ga zares vleče, kaj zares počne. Ogromnokrat starši skušajo vplivati na to, preusmerjati. Treba je ostati samo svoj, treba je še naprej tisto terati in v bistvu vzeti vse dobro in slabo, kar pride s tem. Vsak zase itak najbolj ve, pravzaprav, kaj on najbolj rabi in če preprosto sprejmeš ljudi take, kot so, potem tudi oni sprejmejo tebe nazaj, take, kot si. Pravi, kar čutiš, to zasleduj. Spoštuj mnenja drugih, ki so ti blizu, ampak na koncu se odloči sam. Za vsako ceno. In tukaj je pa res treba biti egoističen. Samo tisto, kar tebe zanima, ker boš samo ti svoje lastno življenje živel, nobenega ne bo živel zate.
Popolnoma se strinjam s tabo, Maj. Maj, najlepša hvala, kot rečeno, te z veseljem še kdaj povabim v goste, sploh ko bo veliki projekti obelodanjeni, ne, tako da hvala, ker si bil moj gost. Cenjene gledalke in gledalci, vam pa tudi ena velika zahvala, kajti brez vas absolutno ni tudi nas in cenimo, da nas spremljate. Jaz se bom pa trudil še naprej, da vam pripeljem tako zanimive, perspektivne goste, kot je bil današnji in se vidimo ob naslednji priložnosti. Hvala lepa.